Danes vam želimo predstaviti odločitev vodstva UKC Ljubljana in stališče strokovnega sveta UKC Ljubljana ob pozivu ministrice za zdravje k odstopu. Z nami so danes vodstvo UKC Ljubljana, magister Simon Vrhunec, generalni direktor UKC Ljubljana, profesor dr. Sergej Hojker, strokovni direktor UKC Ljubljana, člani strokovnega sveta UKC Ljubljana. Pa bi najprej predala besedo kar vodstvu Ljubljana. Ja, mogoče sem, da se opraviči, če še glavno medicinsko sestro. Sicer pa lepo pozdravljeni. Danes spet ne bom jaz dolg, današnja tiskovna konferenca je namenjena temu, da strokovni direktor in pa člani strokovnega sveta predstavijo, kako so danes razpravljali o aktualni problematiki v zvezi z primera na dan. Tisto, kar je pa na meni, je pa to, da čutim ponovno potrebo potem, da vsem jasno izrazim, ne samo v svojem osebnem imenu, ampak tudi v imenu inštitucije, ki jo vodim, obžalovanje za vse te dogodke. Obžalovanje tako pacientom, ki mnogi tudi nažalost izgubljajo zaupanje preko tega, kot tudi svojcem in vsem ostalim. Drugo sporočilo, ki ga imam, je, klinični center je dobra inštitucija. Vsi kazalniki, ki jih spremljamo, mimogrede, jih spremljamo tako, da so primerljivi z kazalniki, ki so razviti v svetu. Vsi kazalniki kažejo, da je naša inštitucija primerljiva z enakimi, podobnimi inštitucijami v razvitem svetu v Evropi. To so kazalniki kakovosti, ki jih od nas zahteva mimogrede tudi ministrstvo, da jih spremljamo, ki smo jih dokazali njihovo, ali pa dokazujemo njihovo uresničevanje tako skozi uveljavljanje ISO 9000 standardov, uveljavljanje mednarodne akreditacije in evropskega modela poslovne odličnosti. In sporočilo, ki ga imam za vas, za slovensko javnost in za vse paciente in njihove svojce, sporočilo je, da je Univerzitetni klinični center Ljubljana še vedno za njih zaupanja vredna inštitucija. Zdaj bi prosil, da nadaljuje strokovni direktor profesor Hojker. Poglejte, razprava na našem strokovnem svetu je trajala kar nekaj časa. Vsi člani so povedali svoje mnenje in to najprej o rečemo čudni podobi, ki se ustvarja v javnosti o celem primeru. Zadeva zelo spominja na afero s profesorjem v Mariboru, če se spomnite, ki se je končala z samomorom in trenutno se borimo proti samomoru celega oddelka. Gre za oddelek za intenzivno terapijo nevrološke klinike. Moram reči, da jaz delavce tega oddelka zelo razumem. Delati s tako težkimi bolniki ob taki presiji je svojevrsten pogum in jaz jim izražam vse priznanje. Samo bojim se, da bomo morali vključiti ostale intenzivne oddelke kliničnega centra, da jim bodo priskočili na pomoč, drugače sami ne bodo zmogli. Namreč zakaj? V zadnjih 10 dneh smo doživeli, da so insinuacije postala čisto zlato. Doktor Radan še obtožen ni, pa že jemljemo kot čisto zlato, da je ubil 7 pacientov. Da ne govorim o vseh ostalih novicah, ki smo jih slišali. Klinični center, to sem že nekajkrat poudaril, resno jemlje tudi anonimne prijave. Zato smo odredili izredni interni strokovni nadzor, da preiščemo vse obtožbe, ki so letele na ta oddelek in na klinični center. Namreč povsem nesprejemljivo je in da sprotju z varnostjo in kvaliteto v bolnicah, da ljudi obsojamo
na osnovi govoric. Naše osnovno pravilo je, da vsak incident, vsako neskladje, vsak odmik natančno preiščemo in na osnovi ugotovljenega dejanskega stanja sprejmemo korektivne ukrepe. To smo delali tudi, ko se je začel primer Raven pred dobrim pol leta. Če se spomnite, klinični center ni ničesar skrival pred javnostjo, tekoče smo vas obveščali o poteku dogajanj, o vseh korektivnih ukrepih, o vseh notranjih nadzorih, ki ste jih dobili tudi v celoti na mizo. In šele, ko so bili ti nadzori končani, smo ukrepali. Danes pa doživljamo, da ministrica izda akt o upravnem nadzoru, ki bi moral biti končan v 30 dneh, to se pravi nekje marca, še vedno ni končan in ona se odloči na osnovi govoric, da bo potegnila določene ukrepe. To je nesprejemljivo in v nasprotju z načeli kakovosti in kvalitete v zdravstvu. Strokovni svet kliničnega centra je po obsežni razpravi sprejel izjavo, ki upam, da ste jo že posredovali. Izjavo je sprejel soglasno vsi člani, prav tako je tudi soglasno podprl delo ožjega vodstva kliničnega centra. V razpravi smo imeli tudi idejo, da v primeru odstavitve ožjega vodstva kliničnega centra odstopi celoten strokovni svet. Prosim, to je bila samo razprava o tem, sklepi še niso bili sprejeti, ker upamo, da bo slovensko politiko prešinilo, kaj pravzaprav počne. To, kar se zdaj dogaja, ni samo upirjeno proti intenzivnemu oddelku nevrološke klinike, ne samo proti UKC-ju, ampak gre za blatenje celotnega slovenskega zdravništva in zdravstva. In zavedati se moramo osnovnega dejstva, da Slovenija nameni pol manj denarja za zdravstvo, kot recimo sosednja Avstrija, ob tem pa pričakuje visoko kvaliteto zdravstvenega varstva. To, da slovensko zdravstvo še vedno kotira visoko v Evropi, temelji na predanem delu zdravnikov in drugega zdravstvenega osebja. In seveda ne smemo pozabiti, da petkova zdravniška stavka ravno tako predstavlja problem in seveda najlažji je očrniti zdravnike z eno tako primerno afero. Jaz osebno kot zdravnik podpiram stavko, ker ta stavka ni namenjena samo dvigu zdravniških plač, ampak gre tudi za normative, torej gre za generalni protest proti težkim razmeram, v katerem je slovensko zdravstvo. Hvala. Hvala. Lepo pozdravljam tudi glavno medicinsko sestro UKC Ljubljana, gospod Grabner, ki bi želeli tudi kaj sporočiti. Tudi sama sem se danes sestala z glavnimi medicinskimi sestrami, članicami strokovnega sveta za zdravstveno nego in problematiko smo širše odprli, obravnavali, vsak je povedal svoje mnenje in sklenili smo nekako takole. Klinični center Ljubljana je že skoraj 8 let zavezan kulturi varnosti, kulturi odprte komunikacije.
in medicinske sestre izvršujemo svoje temeljno poslanstvo, to je skrb za pacienta, skrb za varno zdravstveno nego. In če pride do odklona, to je naša kultura, ga je potrebno raziskati, poiskati rešitve, da bomo stanje izboljšali in preprečili naslednje tveganje. In tako tudi delujemo, se trudimo, delamo 24 ur na dan, ko rečemo na to temo. Ne pristajamo na politiko ustrahovanja in odstopov, kajti menimo, da to ne rešuje ničesar. Naši zaposleni, tudi glavne medicinske sestre, doživljamo številne stresne situacije zaradi omejevanja virov, tako kadrovskih, prostorskih in finančnih. In s tem se soočamo že kar nekaj zadnjih let. In ko se ti v vsem tem okolju, ob vsem tem nezadostnih virih zgodi nekaj tako tragičnega, smo seveda vsi zelo, zelo zaskrbljeni. Ne bežimo pred odgovornostjo, ampak menim, da nismo izgubili trezne glave in da še vedno delujemo v smeri kulture varnosti in odprte komunikacije. In iščemo predvsem rešitve in še enkrat rešitve. Kot rečeno, danes so svoje stališče zavzeli člani strokovnega sveta in bi kar predala besedo, in sicer profesor dr. Matjaž Veselko, strokovni direktor kirurške klinike, docent dr. Darko Kraj, strokovni direktor interne klinike, profesor dr. David Dušek, strokovni direktor nevrološke klinike, profesor dr. Rajko Kenda, strokovni direktor pediatrične klinike, in profesor dr. Adolf Kokanovič, strokovni direktor ginekološke klinike. Prosim. Na današnjem sestanku, pa tudi že prej, smo zelo resno vzeli in zelo resno obravnavali problematiko, ki se je sicer razvila lani in se je zdaj v zadnjem času pravzaprav samo v žal veliko večjem obsegu pokazala s to preiskavo. Mi smo lani pravzaprav zelo resno tudi ukrepali, smo sprejeli kar precej ukrepov, ki vodijo k temu, da se taka stvar ne more več zgoditi. Danes smo ocenjevali situacijo tudi iz zornega kota kliničnega centra v tem trenutku in kaj bi se lahko zgodilo, če v tem trenutku izgubimo tako rekoč celo vodstveno piramido od vodja oddelka za intenzivno terapijo na vzgor do generalnega direktorja in ocenjujemo predvsem, da bi lahko to stanje odstop vseh v tej piramidi pomembno poslabšalo. Zato mislimo, da ta trenutek predvsem je treba ohraniti trezno glavo, reševati moramo nastalo situacijo, ukrepati še naprej v smislu večje varnosti pacientov in predvsem umiriti to žogo, ki se je zavalila strani medijev in politike. Ja, mnogo stvari je bilo povedanih, tako da je težko dodati res kaj novega, mogoče en vidik, ki se je vsaj nekaterim od nas del predvsej usmerjeno poročan v medijih in sicer kot da v tem sistemu kliničnega centra je zelo razvijen, ki ima nekaj tisoč zaposlenih, ki ima ne nazadnje prav zato, da zagotavlja, kolikor je mogoče na vseh ravneh varnostne mehanizme za naše paciente, kot da nobenega od teh sistemov nimamo. Tukaj so izrečene pavšalne ocene, tudi v medijih, bi rekel, prime timeu, ki ne zdržijo kritike, kajti samo po sebi bi bil absurd, da bi klinični center v duhu nekih zahtev slovenskega zdravstva po
mednarodni akreditaciji, ker očitno samo temu zaupamo, ne verjel, da bi klinični center, ki je to mednarodno akreditacijo v lanskem letu dobil, za kar smo trdo delali nekaj let, pravzaprav ne imel vzpostavljenih mehanizmov zagotavljanja kakovosti in varnosti in mehanizmov za spremljanje katerih ključnih kazalnikov kakovosti in varnosti. Mislim, da je to vsem še više odgovornim od nas v zdravstvu v Sloveniji jasno, kajti o tem moramo ne nazadnje tudi poročati. Smo pred novo presojo te mednarodne akreditacije, ki prihaja v prihodnjem tednu in tudi to je ena od stvari, ki je potrebno vzeti obzir, če že razmišljamo o tem, da je bilo potrebno zamenjevati, razreševati vodstvo od poklica. Mislim, da je to vodstvo že januarja letos naredilo pomembne korake v smeri še dodatne zaostritve odgovornosti. Bili so razrešeni vodstveni kadri na ravni enote intenzivne terapije, na ravni kliničnega oddelka in strokovni svet je danes v diskusiji presodil, da so bili ti ukrepi pač po mnenju strokovnega sveta ustrezni. Ne nazadnje, zelo težko nam je, ko poslušamo tudi oceno tako spoštovanja osebe, kot je prvi minister, ki pove, da naj bi zdaj pravzaprav postopki enega človeka nekako napravili sivo liso nad celotno slovensko zdravstvo, ob tem pa še niti te postopki niso doživeli sodnega epiloga. Mislimo, da vsi skupaj potrebujemo seveda moč za to, da preko tega gremo, še najbolj pa so te pomoči potrebni kolegi, ki na tej enoti delajo. Vi se morate zavedati, da državljani Slovenije obolevajo kljub vsemu temu, kar se mi pogovarjamo v zadnjih 10 dneh. Samo na naši kliniki, interna klinika, vsakodnevno sprejmemo 70 do 80 bolnikov na hospitalno zdravljenje. Pregledamo okrog 800 bolnikov v ambulantah in naj se zdaj to kar vse ustavi. Menimo, da za to ni nobenih razlogov. Prepričani smo, da v danih razmerah ob sredstvih in virih, torej ne samo finančnih, ampak tudi humanih, ki so nam na voljo, delamo dobro, delamo veliko in delamo za slovenskega pacienta. Hvala. Hvala. Lep pozdrav, bolj na rob tej žalostni zgodbi. Po pričakovanju seveda se je že pojavila znana povezava med zdravniki in vranami, ki da drugi ne izkljujejo česa. Naj zagotovim, da v tej jati ni vrane, ki ne bi bila popolnoma šokirana in pretresena nad dogodki, o katerih govorimo, kaj šele, če bi se izkazalo, da bodo ti dogodki, da so bili resnični. In seveda, če za jato vran, če imamo prijati vran v mislih člane strokovnega sveta, naj povem, da je zelo težko podpreti ministrično zahtevo po takojšnjem in nepreklicnem odstopu vodstva, kot člani strokovnega sveta vendarle vemo, kaj je to vodstvo vse naredilo od trenutka, ko je zvedlo za prvega od teh dogodkov. In če na drugi strani vemo, da ni končan še niti eden od nadzorov, ki jih je odredila ministrica, pa kljub temu že zahteva takšne odstope. Na strokovnem svetu se, ne bom rekel dnevno, ampak tedensko, ker imamo sestanke tedensko, srečujemo s problemi, ki so za nas nerešljivi. Problemi kadrovski, problemi finančni, problemi prostorski, govorimo o DTS. Že ta trenutek vemo, da za naslednje leto 2500 otrok, ki jih bomo sprejeli v pediatrično kliniko več, kot je zanje plačanih, zanje ne bo denarja. Pa vendarle smo že letos sprejeli toliko, kot jih bomo naslednje.